Pozdravljeni, z vami sem Inka in preden danes začnemo na današnjo temo in sicer govorili bomo o zlorabi svete ženske energije, o tem, kako se zdaj čistijo energije zavisti med ženskami in kako je čas, da res vzljubimo sebe. Ampak preden bomo šli na to temo, nekaj kart prehod v novo dobo, ker tako, te karte so žive. Včeraj sem bila na tako srčnem predavanju v Loškem potoku in organizirali sta Nina pa Nataša vse skupaj in sem rekla, da naj za slušateljice potegneta karte. In v glavnem je bilo tako, dve sta bile povezane s zdravo prehrano, z gibanjem, dve karti pa čiščenje preteklosti in karma. Tako v bistvu prav tisto, kar je čas, da odide. Za vas sem pa zdaj pod prvo karto potegnila ljubezen. Čas je, da vzljubiš svoje telo. Čas je, da sebe vzljubiš. Druga karta, intuicija, jasnost. In tretja karta, nova energija, no in angelske sfere. Se pravi, nova energija prihaja v tvoje življenje. Čas je, da vzljubiš svoje telo, da enostavno začneš živeti v svojem telesu. Veste kaj? Moje hčerke so rekle, ja, saj vem, mami, ti boš zdaj posnela v tem video, kar se je danes zgodilo pri naši hiši, ampak dejansko ga bom. Veste, ko so bile moje hčerke mehne, je bilo tako, da sem, veste, ko, ne vem, smo imeli eno obdobje, smo se usedali za mizo in se je začela tema o smrklju, o kakanju, pač o izločkih. In sem rekla, da katera bo pač kršila pravila, da se ne govori to za mizo, bo plačala kazen 5 evrov. In zgleda, da nekajkrat smo teh 5 evrov pobrali in potem se je to umirilo. No, zdaj pa zadnje čase je pa tako, veste, jaz mislim, da sama sem naredila nek premik glede samogovora, glede tega, kako komuniciram s sabo. Se pravi, si ne rečem, koza neumna, si ne rečem, kako si grda, ampak dejansko je bil trening mojega notranjega samogovora skozi to, da sem si vsakič, ko sem šla mimo ogledala, enostavno rekla nekaj lepega. Ne vem, zjutraj, ko staneš, si rečeš, dobro jutro, lepotica, ali pa karkoli. Predvsem pa se ne kritiziraš in ne rečeš sebi, joj, kako sem neumna, joj, spet, kako sem pa jaz butasta. Koliko ljudi to reče, pa še dotakne se po možnosti svojega čela, da si ja potrdi, da je butasta. V glavnem. In zadnje čase, tako se reka, zdaj bomo pa mi pri naši hiši naredili novo pravilo. Vsakič, ko zase rečeš nekaj negativnega, oziroma ko rečeš nekomu drugemu, ti si štor, ti si butast, ti si to, 5 evrov kazni. No, v današnjem dnevu se je nabral 35 evrov. Mislim, da 35, pač ful denarja. Se rekel, to je pa zdaj ful dober. No, tako da v glavnem, v vsakem primeru, vidim, da to deluje. Poskusite tudi vi, mogoče sami sabo. Pa si dajte vsakič, ko sami sebe zalotite, da se rečete nekaj slabega, dajte si kazen. Pač neko denarno kazen, ne? Ker lejte, v tem materialnem svetu, vsi vemo, če prehitro voziš, je možno, da naletiš na radar in da plačaš kazen. Če narediš prekršek, ne vem, nepravilno parkiranje, je možno, da ti redar da kazen. Se pravi, zakaj ne bi tudi za ta duhovni svet dal na isti način si kazen? Tako, a veste, ker je potem, ko te udari po žepu, enostavno nehaš, vedno, a ne? Ko te udari po žepu, narediš marsikaj bolj mirno ali pa na drugačen način. Tako da zdaj, če gledamo ta ljubezen do sebe. No, včeraj sem na tem predavanju in zato sem rekla, da snemam današnji video, govorila prav o tem, kako skozi cerkev, ta naša zahodna kultura, kako smo programirani oziroma kako imamo notranji konflikt. In ta notranji konflikt je predvsem na ženski strani. Se pravi, v Svetem pismu, kakorkoli tudi, če niste verni, ste v krščanskem okolju odraščali,
tudi če vaši starši so ateisti, smo v tem okolju. Se pravi, vzhodna kultura je čist drugačna, hinduizem je drugačen, budizem je drugačen, ameriški šamani so drugačni, pač vsaka kultura ima neko svoje zakonitosti. In mi, ki smo zrastali v krščanstvu, oziroma tej kulturi zahodnega sveta, poglejte paradoks, ki je v Svetem pismu. V Svetem pismu sta dejansko opisani dve nova zaveza, govorimo o novi zavezi, dve ženski. In sicer Marija, mati Božja, je devica in je mati Kristusa. Se pravi, je paradoks na nezavedni ravni, se pravi, ženska, ki je devica, je svetnica. Ampak mi vse, ki smo mame, ne moreš biti devica hkrati. Se pravi, avtomatično je na nek način paradoks, notranji konflikt, zaradi tega, ker če imaš otroke, nisi devica. No, to je zdaj ena stvar. Druga stvar pa, načeloma Marija Magdalena, sicer je apostolka med apostoli, absolutno je dano zdaj svoje mesto, ampak tiste, ki ste zrasli v krščanstvu, veste, da Marija Magdalena je označena za prostitutko. Se pravi, da je Marija Magdalena tista, ki so jo kamenjali in v bistvu ta pač zgodba govori o tem, da je bil Jezus tam in je vsem ljudem, ki so držali kamenje v roki, rekel, kdor nima nobenega greha, naj prvi vrže kamen. In so počasi vsi dali kamenje dol in odšli in na koncu je ostal sam z Marijo Magdaleno. No, kakorkoli že je, se pravi, ena ženska, ki je bila skoraj da desna roka Jezusa, oziroma Marija Magdalena je prva prišla k grobu Kristusa, ostalega Kristusa, ona je prostitutka. Po drugi strani pa Marija, mati Božja, je pa devica. In tukaj sta dva taka konflikta, ki označujeta dve božji ženski, ker poglejmo, tega ni pri nobenem moškem opisano. No, Juda Iškariot je pač izdajalec, je naredil samomor, ja, ampak to je pa tudi vse. Ne vem, prilika o izgubljenem bratu, ki je zapravil vse imetje in se je skasan vrnil domov. Brez kazni, oče ga sprejme, kar se je izgubljeni sin vrnil domov. 12 apostolov, ne vem. A veste, toliko tega je, da dejansko ni čudno, da na nezavedni ravni imamo mi ženske v sebi konflikt. In po eni strani se poveličuje moške, se pravi, Bog je moški, Jezus, se pravi, Bog, oče in sin, tudi to, Bog, oče, sin in sveti duh. Družina, se je tudi sveta družina, božanski oče, božanska mati in otrok. To je tisto, kar za moje pojme res pelje ali pa pije vodo. Zdaj, mogoče tisti, ki se z mano ne strinjate, je vse v redu, ampak to je moje osebno razmišljanje in menim, da na nezavedni ravni imamo v sebi ženske konflikt. In ta konflikt je povezan z našo zahodno kulturo. In tisto, kar zdajle jaz opažam, je to, da se dejansko čistijo programi ženske zlorabe, ko je čas, da se vsaka na svoji fronti nekako postavi svojo moč in postavi meje. Se pravi, se učimo postavljati meje. Druga stvar, kar se pa sigurno vsaka od nas uči, je pa to, da v drugih ženskah začnemo opazovati njihove moči. Se pravi, veste, tekmovanje med ženskami, ženska zavist. Namesto, da bi ženske ene drugo spodbujale, podpirale, dejansko najdemo nekaj in rečemo, ti si taka. No, pa vam raj povem en primer. Zadnjič smo bili družinsko srečanje in moja svakinja uperi prst vame
in reče, jaz vem, kakšna si ti. In je stvari tako, wow, zmatala mi v glavo, tako zanimivo. In govorili smo pa o tem, da imam jaz eno veliko napako, ker ne znam ljudi zabijati. Pač to moram biti prijazna in na prvo žogo ne znam zabiti človeka. Jaz to v bistvu pol v miru premislim, pol že znam kaj povedati, ne? Ampak na prvo žogo pa zmrznem. In sem, pač jaz ne pijem, in sem bila trezna in so mi rekla, tako zanimivo, da tako gledaš. Sem rekla, pa se ti jaz kdaj kaj tega rekla, tako, da me to obtožuješ, da sem, kako je že rekla, da znam zabiti ljudi na podtalen način. Tako, halo? V glavnem, kakorkoli. Vsak, ki ti nekaj govori, kaj si ti, vedno govori o sebi. Pač to so dejstva, ne? Ko pokažeš na drugega, kažeš na sebe. In potem v drugi sapi je že nadaljevala, ti si taka kot neka druga oseba, ki jo sploh ne poznam, ki je taka. V redu. Kakorkoli, glejte, spet, to pomeni, če imaš nekje nekoga, ki je boljši od tebe, ga moraš potlačiti. Predvsem ženske, namesto da bi rekle ženske ena drugi, sploh tukaj je bil zadaj tudi alkohol, rekle nekaj dobrega, pa bi rekle, ne vem, karkoli dobrega, se dejansko med najbližjimi, dejansko v družinah, pobijamo. Kako zanimivo. Ženske bi mogle stopiti skupaj. Ne vem, če ste prebrali knjigo Rdeči šotor. To je ena od dobrih, boljših knjig, roman. Rdeči šotor govori o ženski energiji oziroma o ženskem povezovanju ali pa svetopismo skozi ženske oči. No, to bi bilo najbližji približek. V glavnem jim govori zgodbo Jakoba, Rebeke, se pravi, takoj na začetku svetega pisma govori pač to zgodbo, ki je opisana v svetem pismu, ampak skozi ženske oči. In kako so ženske imele šotor in kako ta rdeči šotor je bil itak povezan z menstruacijo, ker so se ženske uskladile, na približno isti čas so imele menstruacijo in takrat ženske niso delale. Takrat so ženske počivale in se je karavana ustavila, zato ker so ženske menstruirale v tem rdečem šotoru. Se pravi, mlade ženske, se pravi, oziroma deklice, ki še niso imele menstruacije, so takrat kuhale, poskrbele za gospodinjstvo, pripravile hrano in ženske, ki so prišle v meno oziroma v obdobje modre ženske, so takrat pač kuhale, skrbele za otroke. In ženske, ki so imele menstruacijo, so počivale. In zdaj pogledajte, kako se je čas spremenil. Spremenil se je na ta način, da ženska, ko ima menstruacijo, zmore vse. Zdaj vam pa povem še eno mojo zgodbo. Prav z menstruacijo. Ko sem dobila menstruacijo, bila sem 11 let stara. To je bilo 11 let zame, je tako pač toliko premikov, toliko prebalov v življenju, da je bilo zame takrat v tistem obdobju preveč. Ampak, ko sem dobila menstruacijo, mislim, da sem bila druga v razredu in vem, da sem šla k učitelju športne vzgoje in sem rekla, da pač da ne moram telovaditi, da imam krče in da imam menstruacijo in on reče, je rekel, pokaž. In jaz prebledim. Jaz sem si predstavljala, da moram iti v WC in mu prinesti krvav vložek. In jaz tam stojim tako z odprtimi usti, ne vem, kako sem izgledala, ampak vem, kako sem se počutila. In on po tistih, ne vem, 1 minuti ali pa 30 sekundah molka, tišine, se začne režati kaj en kreten in reče kartonček. Jaz pa nisem vedela, kaj je menstrualni kartonček in sem bila seveda zbegana. In je rekel, veš, označi si na kartončku, da jaz pol vidim, da imaš menstruacijo. Tako, režal se pa zadaj, mislim, zraven, mislim, kaj kreten, to sem si jaz zapomnila. Veste,
Verjetno so imeli interno šalo. Verjetno je komu naprej povedal, lej, ena, ki je dobila menstruacijo, kako sem jo, Pač predstavljam si to. To je zloraba svete ženske energije. A veste? In po drugi strani, zdaj seveda naše hčere vejo vse o menstruaciji, ampak a ste vi vedeli vse o menstruaciji? Kako ste vi doživljali takrat, ko ste dobili menstruacijo? Ja, to je povezano z žensko energijo, tudi s sramom. Sramujem se mojega telesa in zdaj pojmo naprej. Ženska je bila nečista. Ženska, ko je imela menstruacijo, je nečista. Je moški kdaj nečist? Spet gremo na 10 božjih zapovedi. Ne nečistuj. Dajmo zdaj povezati to skupaj. Se pravi, ženska, ki ima menstruacijo, je nečista. Ne nečistuj, pač učili smo se 10 božjih zapovedi, ne vem, 7 let sem bila stara. Kaj to sploh pomeni, ne nečistuj? Pomeni, ko dobiš menstruacijo, nečista. In ko poveže sploh skupaj, pač toliko bedari, toliko enega notranjega konflikta in dejansko ni čudno, da mnoge od nas smo imeli veliko težavo s samopodobo, z občutkom, da je tvoje telo grešno, grdo, umazano. Zdaj naprej. Ženska rodi otroka in ta otrok se rodi z izvirnim grehom. No, dajmo še to predelati danes. Kaj je izvirni greh? Izvirni greh je povezan z grehom Eve, ki je zapeljala Adama. Se pravi, izvirni greh je povezan s tistim jabolkom, ki ga ne bi smela jesti, ampak kriva je Eva. Aj dobro. In ubogi Adam je bil nemočen, samo zapeljan je bil, ker mu je Eva rekla, dajva jesti tale sadež. Veste, veliko prtljage imamo za počistiti po že samo kolektivna zavest, kar se tiče krščanstva. To je kolektivna zavest. No, zdaj imamo nala seveda rešitve. Vzemite v roke knjigo, ko imajo duše žur, in takoj na začetku začnete brati o tem, kako je Galileo Galilej bil obsojen na smrt, ker je trdil, da je zemlja okrogla. In ker je pač izrekel potem, ko je mogel javno se opravičiti in priznati, da zemlja ni okrogla in da se ne vrti okrog sonca, da je središče zemlja, ampak on je izrekel en slavni stavek, ki se imenuje, ampak še vedno se vrti. Galileo Galilej je bil v dosmrtni ječi zato, ker je takrat govoril nekaj, ko je rušil neka prepričanja, ki so veljala stoletja. Zdaj seveda, če gremo naprej, ko mi rušimo te okove, ki se vlečejo že stoletja, normalno, da se vse skupaj, da pride do konflikta. V knjigi, ko imajo duše žur, lahko preberete, kako pa vsa ta potlačena čustva, vse, kar smo podedovali po družinskem deblu, skozi vzgojo, skozi kolektivno zavest, skozi vse to, kar se nam nalaga, to povzroča na celični ravni stres. In ko imamo na celični ravni stres, pomeni, da se počutimo utrujeni, lahko se poveča potenje, imamo drisko, glavobole, bolečine v hrbtenici, lahko občutimo to kot neko nerazložljivo napetost, tesnobo, tiščanje v prsnem košu, nespečnost, lahko se zgodi, da se nam pojavi kakšno avtoimuno obolenje, zato ker vsa avtoimuna obolenja so povezana s potlačenimi čustvi. Lahko so potlačena čustva po družinskem deblu in se je dajalo vse pod preprogo, lahko so potlačena čustva
ki so povezana s preteklimi življenji in v tem življenju vse to pride na nas z namenom, da bomo to počistili. Seveda, lahko je povezano tudi z zgodnjim otroštvom. Ampak zdaj, če pogledamo, kaj vse imamo mi za počistiti, tega je res veliko, zato ker naše energijsko polje je veliko večje kot samo to naše fizično telo. Fizično telo je odraz zunanjih plasti naše duše, se pravi, fizični nivo, pol je aura, pol je čustveno telo, eterično telo, duhovno telo, v glavnem so različni nivoji okrog nas in te zapisi, ki jih mi moramo počistiti, moramo vedeti, da vplivajo na vse ta bombice energije, to smo mi. Naj vam povem, kaj zdaj pripravljam. Pripravljam v Strunjanu konec meseca drugi del tečaja, se pravi vse tiste, ki ste že bili v mojih tečajih, v predhodnih tečajih, šoli, lahko se prijavite, spodaj imate povezavo, lahko pogledate, da boste videli program, v glavnem sobota in nedelja in vas bom učila naprej čiščenje podzavesti, pa ne samo to, skeniranje energij, uporaba nihala, čiščenje aure, pač te zadeve, ki jih jaz dnevno uporabljam pri sebi, da vas naučim, kako lahko to v vsakodnevnem življenju uporabljate. Se pravi, to bo praktični del, enostavno drugače ne more biti, ne morem po internetu. Se pravi, na ta tečaj se lahko prijavite vse, ki ste že bili v mojih tečajih predhodnih. No in v naslednjem mesecu pa organiziram, ker lejte, nekatere imate rade, da je to prek interneta, da imam tečaje prek interneta, da vas učim, da gremo čiščenje podzavesti, korenine družinskega debla, odpuščanje in tako naprej. Nekatere imate pa rade osebni stik. In tiste, ki imate rade, tudi za moške odprto, da se razumemo, ki imate radi osebni stik, pa organiziram se pravi, sredi, konec novembra, datumi so od spodaj, vikend delavnico za vse tiste, ki se želite naučiti, se pravi, to je prvi del tečaja notranji preporod, sobota in nedelja. Tako da to imam zdaj dva taka seminarja delavnice organizirani, tudi preko interneta bom še vedno delala ta srečanja, zdaj v torek smo ravno kar začeli s temi, z novo skupino, tako da lejte, možnost imate, da v tem življenju naredite nek premik naprej. In sploh, če vidite, ko rečejo ljudje, jaz cerkve ne maram. Kaj predeluješ s cerkvijo? Zakaj imaš zamero do cerkve? Kaj so ti naredili? Kaj nosi tvoja duša? Vse to je čas, zdaj je res čas, da gremo v te zapise, da pogledamo, da počistimo. In jaz, to zdravilno molitvijo dekodiranja, dejansko se dogajajo čudeži. Res. Čisto preprosto gre, se pravi stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z določeno težavo. Lahko je fizična, lahko je čustvena, lahko je z družinskim deblom, lahko je vzorec, in potem samo še izrečemo, naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. In vam povem, da obolenja zginjajo, težave zginjajo in če to zdravilno molitev izvajate 3-krat na dan, to je res nekaj neverjetnega. Dajmo pogledati še naprej, še tele karte bom vzela. Če pogledamo, zakaj se vam dogaja ravno to, kar se vam dogaja? Zakaj se vam dogaja to, kar se vam dogaja? Zato, ker rabite počistiti. Zato, ker je čas za čiščenje vaše podzavesti. Vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način. Svobodna si. Zato, ker je čas, da počistite karmo. Zato se vam to dogaja, kar se vam dogaja. In zato, ker je čas, da začnete slediti sebi, začnete zaupati v angele, zato, ker je čas, da kakšno stvar spustite, da odide, zato, ker delate prostor v svojem življenju in je čas, da spustite temo
in ozavestite, kaj se skriva v nezavednih temnih delih vas. Prosite za zavedanje. In čas je za vašo intuicijo. Tako, pač te karte so žive. A gremo še na ene karte, kjer je Ošotove. Ne morete to pogledati. Kaj je tisto, kar je za vas ta trenutek res pomembno? Da ozavestite, da veste, kaj vam sporoča stvarstvo, glede vaše osebne rasti, glede tega, kar imate vi za predelati. Kaj vam želi stvarstvo sporočiti? Zakaj se vam dogajajo težke lekcije? Veste, ena knjiga je, zakaj se dobrim ljudem dogajajo slabe stvari? Pač moj odgovor je, zato ker imajo karmo. Ker imamo karmo. Zakaj se nam, dobrim ljudem, dogajajo slabe stvari? Zato, ker se učimo. Zato, ker se učimo biti v svoji moči. Zato, ker se učimo postavljati meje. Zato, ker želimo kot duše napredovati. In ja, včasih je to presneto težko, ker je lažje delovati po nekih vzorcih. Se pravi, ti kot ženska se nehaj primerjati, ti imaš svoje talente, svojo lepoto in na koncev, v naravi, če pogledamo, vsako drevo je tako božansko lepo. Vsako drevo. Za drevo ne rečemo, joj, kako grdo drevo. Vsako drevo je božansko lepo. In ne moramo primerjati hrasta s trsom. No, trs je načeloma trava. In zdaj, če gledamo to dvoje, to dvoje se ne da primerjati. Vsak je zase najboljši unikat. In to bomo mogli tudi mi ljudje sprejeti. Da zase, ti, ki tole poslušaš, si najlepši, najboljši unikat. Taka si ti, neponovljiva. Taka si edinstvena. In tukaj je zadaj moralnost. In smo spet pri cerkvi. Kar pogledajte, čipke, pa moralnost, pa stisnjene ustance, pa rešetke, pa oblačen nebo, pač ko. Kako bi mogli biti? Neka kritična mama zadaj. In čas je za tišino v tvoji duši, v tvojem srcu. Čas je za to, da ti v sebi imaš toliko miru, da enostavno ne dovoliš več temu negativnemu glasu, da ti reče, ja, ampak ti si tak, ampak si ne zaslužiš, ker si ne vem kaj. To so bedarije. In poveži se z virom. Vir svetlobe, vir energije z Bogom. In kot se povežeš s sabo, ker si tako po božanski podobi narejena, ustvarjena, se povežeš avtomatično tudi z Bogom, svojo višjo dušo. No in to jaz učim v vseh teh mojih tečajih in tukaj je zavest. Notranji preporod zavesti. Zavest. Tukaj na sliki je Buda, ki je tako kot čez celo vesolje. Jaz v eni meditaciji sem enkrat videla, kako velika je moja duša. In je šla čez galaksijo. In mogoče smo res tako veliki kot duše. Mogoče smo res tako veliki kot duše. Če berete knjigo Angeli v mojih laseh, avtorica razlaga o tem, da človeška duša je tako veličastna, tako velika in ona vidi angele, ampak angeli so manjša energija, kot je človeška duša. Jaz to verjamem, res verjamem. Da imamo vsemi tako neverjetno božansko energijo, ampak gre se na to, da smo na frekvenci ljubezni. Ko mi vibriramo na frekvenci strahu, obsojanja, zamere, sovraštva, te nizke frekvence so tako kot oddajnik. In ta oddajnik mi se uskladimo na nižjo frekvenčno sprejemanje. In te nizke frekvence so povezane tudi s tem, da ti nekaj začne en glas govoriti. Enostavno se ti začne predvajati. Nisem dovolj, nisem uredna. In pol greš še v cerkev in se trkaš na prsi. Nisem vredna, nisem vredna. Halo, pač jaz tega ne delam.
če grem k maši, jaz sem trkam po prsih, da nisem vredna. Jaz sem vredna. Jaz sem vredna Božje ljubezni, ker jaz sem ustvarjena po Božji ljubezni. Druga zadeva, te nizke frekvence imajo lahko oddajnik in ti sprejemaš na ta način, da imaš program samomor je rešitev. Se ni vreden živeti, le se nimaš življenja, sej kakšen življenje pa imaš, le kako so druge bolj uspešne, kako so druge lepše, le kakšna si ti. Ne pomisli. Sprav svoje zavedanje v ljubezen. In ta ljubezen, ko si na tej frekvenci ljubezni, do tebe sploh ne pridejo te frekvence, kakšna pa si, te grde zadeve. Ker si ljubezen, ker siješ ljubezen, ker imaš to v sebi. Zato je to pomembno, to delo na sebi, čiščenje vzorcev, programov, po katerih delujemo. In ja, zato delam tečaje. Tako da klikajte tam od spodaj, poglejte, če vas kakšna stvar potegne, dobrodošli. Res, jaz vidim, da sploh takrat, ko smo skupaj, zdaj recimo tako kot včeraj na tem predavanju, taka lepa energija, ja, ogromno čiščenja se je zgodilo. Naredile smo skupaj zdravilno molitev dekodiranja. Jaz vem, da delamo svetlobne premike. Slovenijo jaz doživljam kot srce. Edina država v svetu, ki ima noter slovo, se pravi ljubezen. In na koncu koncev, če gledamo kot glavno mesto Slovenije, Ljubljana se začne enako kot ljubezen. Veste, Slovenija, koncentracija starih, modrih duš. Ampak skupni imenovalec, ta kolektivna zavest našega slovenskega naroda je pa ta, da smo majhni, da si ne upamo, da obsojamo. In ta star pregovor, če bi fovšarija gorela, ne bi potrebovali drv. Se pravi, pa sosedova trava je bolj zelena, pa tako naprej. Se pravi, premalo cenimo sebe, premalo cenimo svoje sposobnosti, in nasplošno se premalo postavimo za sebe. In tukaj ima vsak od nas kaj za narediti. Tako da, ja, delo. Tako da uživajte. In če vas pokliče, preverite programe, napišite mi mail, pokličite me, napišite message. V glavnem, vem, da bo dober in tako čutim, da je to zdaj ena stvar, ki je čas, da naredim, da se začnemo združevati, pač tako čutim. In če vi čutite, da vas potegne, dobrodošli. Aj prav? Ok, uživajte, vse dobro in se vidimo v naslednjem videu.